gledalke, gledalci, oziroma tudi poslušalci, danes smo v knjižnici v Gorjah, kjer bomo izvedeli nekaj več o njenem pomenu za lokalno skupnost in tudi o njeni zgodovini. Z menoj je knjižničarka Saša Jelenc. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Ja. Gospa Saša, kako dolgo že delujete kot knjižničarka v Gorjah? Jaz sem leta 2005 diplomirala na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, in sem od 1. oktobra 2005 zaposlena v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ampak tu je podružnica, kako? Gorje so podružnica knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, kjer pa delam že približno 15 let. 15 let. Kako bi opisali knjižnico v Gorjah nekomu, ki jo je prvič obiskal? Opisala bi jo kot en prijeten prostor, kjer je na voljo ogromno knjig, ogromno novosti, ki se zaradi manjšega števila bralcev, glede na to, da je občina Gorje manjša kot vse ostale, ki jih pokriva naša mreža, se te knjige hitreje sprostijo in tudi ljudje iz drugih občin prej pridejo na vrsto za te najbolj brane knjige, za katere vemo, da so čakalne vrste sploh, bomo rekli, pred poletjem, ko je sezona branja na višku, kar dolge. No, od katere knjige se najbolj bere, bo malo kasneje. Zdaj bi vas najprej malo o zgodovini knjižnice. Kdaj je bila ustanovljena v Gorjah knjižnica? Knjižnica v Gorjah je bila ustanovljena kot del knjižnične mreže Radovljice leta 1964. Sama zgodba gorjanske knjižnice, če lahko tako rečem, se je pa začela že z ustanovitvijo bralnega društva, ki pa sega v leto 1879. In eden izmed glavnih ustanoviteljev tega bralnega društva je bil tudi naš rojak, v bistvu tudi prvi znan literat iz naših krajev, Matej Tonejc, ki je deloval pod psevdonimom Samostan. Kako se je pa skozi ta, če bi lahko opisali mogoče skozi čas, skozi leta, ta knjižnica spreminjala? Bi lahko kakorkoli to opisali? Sama knjižnica je delovala v preteklosti na 2 lokacijah, in sicer je bila ena knjižnica v Spodnjih Gorjah in ena knjižnica v Zgornjih Gorjah. Redno zaposlenega človeka ni bilo. Vso izposojo, ki je bila omejena na zelo malo število ur odprtosti, so pokrivale zaposlene in pa pogodbene delavke iz Radovljice. Kasneje se je ugotovilo, da za tako majhen kraj nista potrebni 2 knjižnici in sta se v bistvu združili in je ostala samo knjižnica v Zgornjih Gorjah, ki je bila do leta, seveda se je selila iz prostorov v prostore. Nazadnje, pred zadnjo selitvijo je bila v zadružnem domu, oziroma To je dom nasproti spomenika Padli prvi vojni. Tam je delovala do leta 2012. Konec leta 2012 pa smo imeli 18. decembra slavnostno otvoritev teh prostorov, kjer sta bili prej pošta in pa krajevna skupnost. Občina nam je prišla nasproti in smo dobili res precej večje in pa sodobne prostore. Ja, v redu. Kakšen pomen pa ima knjižnica Gorja, mislim, za takšen manjši kraj, kot je Gorje? Jaz mislim, da veliko prispevamo predvsem k začetkom bralne pismenosti otrok. Kot vemo, imamo tudi 9-letko v Gorjah. Tudi večinoma naših uporabnikov je
otrok. Mislim pa, da je tudi en tak prijeten prostor, kamor pridejo ljudje, seveda po čtivo, pa tudi na kakšen pogovor. Kaj si pa najpogosteje izposojajo? Katere knjige? Kot sem že rekla, otroci seveda pravljice, slikanice, potem pa veliko se izposoja kriminalnih zgodb, in pa romanov, ki so v bistvu najbolj brani oziroma najbolj promovirani v celotni Sloveniji. Recimo, Novosti. kakšen konkreten primer? Zdaj, najbolj konkreten primer, mislim, najbolj brana oziroma iskana knjiga zdaj ta moment je Brezno, zadnja knjiga Tadeja Goloba. Potem gre za knjigo Melise da Costa Neznanska modrina neba. Je kakšna razlika, recimo izpred 10 let, kaj se je izposojalo pa danes? Kaj je recimo se pred 10 leti bolj izposojalo? Tudi recimo romani, za slikanice verjamem, da otroci, ampak so se kriminalke, romani, zgodovinske knjige, karkoli? Mislim, da je glede na moje izkušnje delež izposojenih knjig približno enak. Tako da po mojem mnenju res prednjačijo kriminalke v celotnem obdobju, potem romani in kasneje pridemo do še zgodovinskih in pa znanstveno-fantastičnih. Ali mladi danes radi berejo knjige? Ali je digitalni svet privlagal? Kako bi vi to ocenili? Če jaz ocenjujem tudi po svojih 2 otrokih, ki sta stara 18 in 21 let, menim, da je digitalni svet prevladal nad knjigo. Kaj vas pa pri delu knjižničarke, čisto osebno vprašanje, najbolj veseli? Najbolj me veseli stik z novo knjigo, ko jo dobiš v roke, ko jo preletiš, obdelaš, zaviješ, začutiš tisti vonj knjige, in pa to svetovanje, to delo z ljudmi, ker ugotavljam, da s pogovorom, s tem svetovanjem daš človeku veliko. A se spomnite kakšne še posebej zanimive zgodbe, interesantne iz vašega dela v knjižnici? Recimo v stiku z ljudmi, ki pridejo sem, ali karkoli, anekdote ali karkoli? Ja, se spomnim ene sicer malce neprijetne situacije, ko sem od res dobre, zveste bralke dobila knjigo, ki je bila poškodovana. Seveda sem mogla gospo opozoriti, da je knjigo treba nadomestiti, ker knjiga je bila nova. In mi je bilo res žal, ker sem bila prepričana, da se gospa v knjižnico ne bo več vrnila. Čeprav krivda je bila seveda na njeni strani, ne na naši, ampak sem res vesela, da se gospa ni pritoževala, prinesla novo knjigo in še vedno z veseljem tedensko obiskuje knjižnico in si izbira gradivo. Kratka, korektno in pošteno se... Tako, z obeh 2 strani. Kakšno sporočilo bi pa morda dali mladim glede branja in obiskovanja knjižnic? Mogoče, da bi si našli čas, ker tako kot sem imela skozi leta projekt Rastem s knjigo in smo vedno opozorili otroke, da ni potrebno branje ves čas, ker se mi zdi, da so otroci, tako kot tudi starejši, obremenjeni z vsem, šolo, službo in tako naprej. Naj si vzamejo vsak dan 15 minut časa, da se potopijo v svet domišljijskih likov, in se mi zdi, da je to en tak lepo, prijetno preživet prosti čas.
In upam, da mladina, ki sedaj hodi, se pravi 7., 8., 9. razred, so otroci, ki pridejo vsak teden, z veseljem pridejo malo pokramljat, si sposojajo knjige in ugotavljam, da je med našimi gorjanskimi otroki kar nekaj res pridnih bralcev, pa rečemo srednja najstniška leta. Če bi pa morali priporočiti eno knjigo vsem prebivalcem Gorij, katera knjiga bi to bila in zakaj? Malo težko vprašanje mogoče. Ja, ker zdaj, da bi mogoče bi prebivalcem Gorij priporočila, a res mene je fascinirala ta nova knjiga Soteska Vintgar. Se mi zdi, da je oblikovno, slikovno bogato napisana in se mi zdi, da je to ena izmed knjig, ki zadeva naš kraj in se mi zdi, da zadeva vsakega izmed nas. V redu, hvala za pogovor. Hvala tudi vam.